Evropski gospodarski zemljevid se na novo riše. 70 let je srce evropskega gospodarstva bilo v Berlinu. Zdaj to srce kirurško odstranjujejo in presajajo 300 milj vzhodneje. Leta 2023 je nemška industrijska proizvodnja upadla za do 2%. Poljska je prevzela val nemške proizvodnje, kar je njeno gospodarstvo potisnilo proti meji $1 bilijona. Kljubuje Bruslju in zavrača zahodnoevropska pravila, Poljska izvaja eno najbolj dramatičnih industrijskih preobratov v sodobni zgodovini. To ni zgodba o dohitevanju, to je prevzem. Septembra 2025. Poljska je dosegla mejnik, ki je bil nekoč rezerviran le za gospodarske velikane sveta. Njen BDP je presegal $1 bilijon, s čimer se je uvrstila v isto ligo kot Združene države Amerike, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo, Kitajska in Japonska. Na prvi pogled se zdi, da Poljska ne sodi na ta seznam. Izgleda kot izjema, anomalija. Na vse zadnje gre za isto državo, ki je še pred nekaj desetletji sedela za železno zaveso. Državo, ki zagotovo ni bila znana kot gospodarska velesila, ko je leta 2004 vstopila v Evropsko unijo. Bolj je bila povezana s poceni delovno silo, kot pa z domačo industrijsko močjo. Pa vendar je tu z bilijonskim gospodarstvom in vse večjim vplivom ne le v Evropi, ampak tudi na svetovnem prizorišču. In prav taram, ko Poljska raste, njena soseda Nemčija doživlja dramatičen padec. Kontrast med obema državama je osupljiv. Desetletja je bila Nemčija nesporna industrijska velesila Evrope. Prevladovala je v proizvodnji in si ustvarila svetovni sloves po izdelavi vsega, od luksuznih avtomobilov do naprednih industrijskih strojev. Nemčija ni bila le največje gospodarstvo Evrope, bila je motor, ki je poganjal celoten evropski projekt. Toda leta 2023 je ta motor začel hropsti. Stopnje industrijske proizvodnje so padle za približno 0,5 do 2%. Nato je sledil tako imenovani Exodus Mittelstanda. Eden od razlogov, zakaj je bila Nemčija skozi leta tako uspešna, je njena obsežna mreža uspešnih malih in srednje velikih podjetij, ki jih skupaj poznamo kot Mittelstand. Morda ne dobijo toliko pozornosti kot večje blagovne znamke in podjetja s seznama Fortune 500, vendar so ta podjetja pogosto vodilna v svetu na svojih specifičnih nišnih trgih. Skupaj pa predstavljajo ogromen del gospodarske moči Nemčije. Med letoma 2023 in 2024 je kar 32% nemških proizvajalcev iz Mittelstanda poročalo o načrtih za selitev proizvodnje iz Nemčije. Porurđe, zibelka nemških gospodarskih temeljev, se prazni, podjetje za podjetjem. In ne selijo se na Kitajsko ali v ZDA, pravzaprav sploh ne gredo daleč, le čez vzhodno mejo, na Poljsko. Nemški velikan gospodinjskih aparatov Miele je svojo proizvodnjo pralnih strojev preselil iz Nemčije v obrat v Švirovu na Poljskem. Podjetje za ogrevanje Viessmann je vložilo €200 milijonov v novo tovarno za proizvodnjo toplotnih črpalk v Legnici, medtem ko zmanjšuje svoje dejavnosti v dolgoletnih nemških središčih. To niso osamljeni primeri, so del veliko večjega trenda. Bogastvo, ki je financiralo povojni evropski projekt, se pomika proti vzhodu. In to se ni zgodilo čez noč. To je vrhunec 30-letnega strateškega načrta, ki se je začel iz popolne ničle. Začetek 90-ih let je pomenil konec enega velikega poglavja o poljski zgodovini in začetek nečesa povsem novega. Takrat država skorajda ni imela ničesar. Samo preživetje države je viselo na nitki. Zlom komunizma je povzročil splošni kaos. Tovarne so se zapirale, službe so izginjale in celotne industrije so čez noč izginile. Novo poljsko vodstvo je moralo pobrati koščke in najti smisel v tej zmedi. Veliko držav bi se težko prebilo skozi to, vendar je imela Poljska načrt. Načrt, ki bi lahko državo popolnoma uničil ali pa jo popeljal na pot veliko boljše in svetlejše prihodnosti. Bajcerovićev načrt. Poznan kot šok terapija, je bil to zelo tvegan načrt za preživetje, ki je temeljil na hitrih in obsežnih gospodarskih reformah. V enem samem dnevu so bile odpravljene cenovne kontrole in subvencije, državnim podjetjem so bile zmanjšane, valuta je bila razvrednotena in Poljska se je odprla za mednarodno trgovino. To je bil gospodarski šok, ki je porušil stari sistem in prisilil vzpostavitev novega. Njegov vpliv je bil takojšen in hud. Brezposelnost, ki pod komunizmom sploh ni obstajala kot pojem, je strmo narasla. Milijoni ljudi so ostali brez služb, življenjski standard pa je strmoglavil. Državna socialna varnostna mreža se je začela podirati. Nacionalni dohodek je padel za 22%. Industrijska proizvodnja se je zmanjšala za 25%. Inflacija je poskočila, toda onkraj bolečine in boja se je dogajala gospodarska revolucija. Ker država ni več reševala podjetij, ki niso delovana, so stari monopoli izumrli. Na njihovem mestu se je pojavil nov zasebni sektor, ki je imel potencial, da tekmuje s katerimkoli v Evropi. Učinkovita, zagnana in odločena, da se dokažejo, so nova podjetja vstala iz pepela. Ker so delovala v strogih omejitvah, poljski podjetniki so svoja podjetja zasnovali tako, da so bila odporna, stroškovno učinkovita in prilagodljiva. To jih je pripravilo na uspeh, ne le kratkoročno, ampak tudi za prihodnje generacije.
Ko se je prah začel polegati, Poljska je postavila temelje za desetletja gospodarske rasti. In čas bi pokazal, da je bil Balcerovićev načrt vendarle pravi. Leta 1990 je nominalni BDP Poljske znašal 65 milijard dolarjev, zdaj pa presega 1 bilijon dolarjev. V 40 letih se je povečal več kot 15-krat. Večina drugih evropskih držav temu ne more slediti. In šok terapija ni le stabilizirala valute in oživila gospodarstva. Ustvarila je novo generacijo delavcev in podjetnikov z željo po uspehu. Prvič po desetletjih so bili trdo delo, inovativnost in prevzemanje tveganj nagrajeni. Vse, kar so potrebovali, je bila infrastruktura in našli so nekoga drugega, da jo plača. Poljska je postavila temelje za dolgoročni uspeh, vendar jih je morala še povezati. Potrebovala je ceste, železnice, logistična omrežja in drugo infrastrukturo. Vse to pa stane denar. Poljska ni želela sama kriti vseh stroškov, zato je dobila več kot le malo pomoči svojih bogatih zahodnih sosedov. Leta 2004 je vstopila v EU. Takrat se je to nasplošno dojemalo kot velikodušno gesto Zahoda. Bolj premožne države, kot so Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, so podale roko pomoči državam vzhodne Evrope, ki so se spopadale s težavami. Varšava pa je na situacijo gledala drugače. To je bil pomemben dogodek, znak, da Evropa postaja močnejša in da si sosednje države želijo pomagati ter podpirati ena drugo. Toda bila je tudi zlata priložnost. Priložnost za izvedbo največjega prenosa bogastva v zgodovini evropske celine. V 2 desetletjih je Poljska prejela osupljivih 161 milijarde evrov iz proračuna EU. To je dovolj, da bi lahko zgradili več kot 100 kopij najvišje stavbe na svetu, Burj Khalife. Obseg je bil osupljiv. Vsako leto je na Poljsko pritekalo več 10 milijard dolarjev. Toda pridobitev denarja je bil le prvi del načrta. Poljska ga je morala tudi pravilno porabiti. Druge države članice EU so slabo upravljale s svojimi sredstvi EU in to počnejo še naprej. Poljska ni imela namena ponoviti istih napak. Sredstva, ki jih je prejela, je spremenila v svoje orožje in ogromne dele teh sredstev usmerila v vse pomembne kmetijske in infrastrukturne projekte. V naslednjih letih Poljska je zgradila mrežo avtocest, cest in hitrih železniških koridorjev, ki so popolnoma preoblikovali logistične zemljevide Srednje Evrope. Leta 2004 je imela država le 450 mil avtocest in hitrih cest. Do leta 2024 jih je imela več kot 3100 mil. Ceste in železniške proge niso bile postavljene naključno. Vsak centimeter je bil skrbno izračunan in optimiziran za učinkovitost. Poljska je postopoma zgradila ogromno geopolitično past, na katero zahodni svet sploh ni bil pripravljen. Ko se je infrastruktura države izboljševala, so se mednarodne korporacije znašle pred novo izbiro. Lahko bi ostali v zahodni Evropi in se soočali z naraščajočimi stroški ter preobremenjenimi prometnimi omrežji, ali pa bi svoje poslovanje preselili na Poljsko ter izkoristili nižje stroške, infrastrukturo, financirano iz sredstev EU in hitro rastočo delovno silo. Zahodni voditelji EU sploh niso opazili bližajoče se krize, ki se je odvijala pred njihovimi očmi. Mislili so, da z vlaganjem v razvoj Poljske ustvarjajo zanesljivega in celo podredljivega gospodarskega partnerja. V zameno za teh več 10 milijard evrov so pričakovali zgolj politično poslušnost. Medtem pa je Varšava uporabljala denar Zahoda, da bi prevzela industrijsko prevlado. In ko je bila infrastruktura vzpostavljena, Varšava je bila pripravljena to okrepiti z nečim, kar bi utrdilo njen status. Ne kot stranskega igralca na evropskem prizorišču, temveč kot glavnega akterja. Februarja 2022 je evropsko celino pretresel še en velikanski premik. Poljska je bila znova pripravljena izkoristiti spremembo. Ruski tanki in vojaki so prečkali mejo v Ukrajino, kar je pomenilo začetek več let trajajoče vojne. Učinki so segali daleč preko bojišča. Vplivali so na politiko in gospodarstva po vsem svetu. Desetletja so države, kot je Nemčija, obravnavale obrambo kot nizko prioriteto. Vojaški proračuni so se zmanjševali, medtem ko so sredstva vlagali v socialne projekte. Varšava pa je ubrala povsem drugo pot. Velik del državnega proračuna je usmerila v obrambo. Do leta 2024 so se njeni vojaški izdatki povzpeli na zgodovinski 4,12% BDP. To je najvišji odstotek v celotnem zavezništvu NATO. Sorazmerno gledano je to dvakrat več kot v Nemčiji in Franciji. To je celo več kot pri največji vojaški velesili med vsemi, Združenih državah Amerike, kjer je bilo to okoli 3,4% BDP v tistem času. Še enkrat, Poljska ni kar razmetavala tega denarja ali ga porabljala naključno. Vlagala je v nekaj najboljše vojaške opreme na svetu. Južnokorejski glavni bojni tanki K2 Black Panther, stotine samovoznih havbic K9 Thunder in ducate lovcev FA-50. Ko bodo poljske nakupe zaključili leta 2030, bo imela država več glavnih bojnih tankov kot Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in Italija skupaj. Izvaja najbolj agresivno vojaško krepitev po hladni vojni. A to še ni vse. Poljska ne kupuje le tankov in jih uvaža.
Podpisala je kompenzacijske pogodbe z Južno Korejo, da bi si zagotovila tehnologijo in znanje za izdelavo tankov na lastnih tleh. Danes z proizvodnih linij na Poljskem prihajajo stotine tankov in havbic. In z vojno v Ukrajini je država postala tudi ključno logistično središče za ameriške in NATO-ve sile. Od leta 2022 je skozi Poljsko šlo nešteto ton orožja, streliva in zalog. Država pa je imela koristi od ogromnega geopolitičnega ščita. S tem, ko se je Poljska uveljavila kot zanesljiv tranzitni koridor in hkrati gradila eno najmočnejših vojsk na kontinentu, je pridobila na pomenu. ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in druge zahodne sile si ne morejo privoščiti, da bi ta država propadla. Zato bodo naredile vse, da jo branijo in zaščitijo. In ker ima Poljska zagotovljeno ameriško vojaško podporo, Poljska je pridobila odločilni vzvod, da prisili EU k ukrepanju. Leta dolgo je v zahodnih medijih krožila pripoved o položaju Poljske na evropskem prizorišču. Veljala je za izobčenko, problematično državo. Nekateri bolj glasni voditelji Varšave so bili redno obsojeni v Evropskem parlamentu. Bruselj se je pogosto skliceval na različne člene pravic EU, da bi kaznoval in sankcioniral Poljsko. Država je bila večkrat kaznovana z denarnimi kaznimi in ji je grozilo. Nekaj časa je kazalo, da bo morala Varšava sčasoma popustiti in se ukloniti. Toda vojna je vse spremenila. Država je postala ključna za preživetje Evrope, zato je bilo za Bruselj težje groziti ali ustrahovati. Medtem ko so se zahodni voditelji še naprej prepirali o abstraktnih členih in vladavini prava, se je Varšava osredotočila na tisto, kar je bilo pomembno, in izkoristila svoj novi status logističnega središča za Ukrajino v svojo korist. Prelomnica je prišla v začetku leta 2024. Evropska komisija je več mesecev zadrževala 137 milijard evrov sredstev namenjenih Poljski. Šlo je za prelomno vsoto denarja, ki je bila popolnoma zamrznjena in uporabljena kot finančni primež za stopnjevanje pritiska na voditelje države. Toda Varšava ni popustila. Nadaljevala je s tem, kar je vedno počela. Krepila svojo infrastrukturo, utrjevala meje, izboljševala obrambo in postala pomembnejša za skupni evropski cilj. Spremenila je politično smer, zavezala se je obnoviti neodvisnost sodstva in ponovno vzpostaviti odnose z Evropsko unijo. Poljska misija se je obrestovala. EU je na koncu popustila in sprostila celoten paket v vrednosti 137 milijard evrov, vključno s približno 60 milijardami evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, RRF. To je bil popolna kapitulacija establishmenta EU in izjemna zmaga za Poljsko. Premagala je vse ovire, izkoristila sistem in si zagotovila ogromen dotok zahodnega kapitala. Vse to pa ob ohranjanju trdne in stabilne drže suverene kljubovalnosti. Na tej točki je Poljska dosegla vrh svoje strateške moči. Bila je močna tako gospodarsko kot vojaško in premagala Zahod v njegovi lastni igri. Medtem ko so voditelji v Varšavi praznovali, niso opazili, da izgubljajo bitko, ki je ni bilo mogoče dobiti s tanki ali subvencijami. Skozi leta se je okoli Poljske ohranila še ena dolgoletna pripoved. Ta trdi, da je država nekakšna konzervativna kulturna trdnjava. Narod, ki je učinkovito zaprl svoje meje pred demografskimi spremembami, ki se dogajajo drugod po evropski celini. Voditelji v Varšavi so ta mit spodbujali. Večkrat so poudarili, da nikoli ne bodo sprejeli priseljenskih modelov, kot jih imajo v Nemčiji in Združenem kraljestvu. Toda podatki kažejo nekaj povsem drugega. Leta 2022 je izdala več kot 700 tisoč prvih dovoljenj za prebivanje državljanom držav zunaj EU. Že 6 let zapored je Varšava izdala več delovnih dovoljenj državljanom držav zunaj EU kot katerakoli druga članica EU, vključno z Nemčijo in Francijo. Poljska trdi, da je nekakšna trdnjava protimigracijske politike, vendar uvaža več tuje delovne sile kot države, ki jih njeni voditelji radi kritizirajo. 100 tisoče delavcev so pripeljali z vsega sveta, tudi iz držav kot so Indija, Uzbekistan in Filipini. Zakaj? Ker je bil to edini način, da bi Poljska preživela. Gospodarska rast države je imela svojo ceno. Sčasoma se je znašla v položaju, ko so bila podjetja tik pred razcvetom, a jim je močno primanjkovalo delovne sile, da bi jih poganjala. Stopnja brezposelnosti v državi je padla na eno najnižjih v Evropi, a je bilo še vedno preveč delovnih mest in premalo ljudi, ki bi jih zapolnili. Da bi preprečila katastrofalni gospodarski zlom, je država popolnoma spremenila svoj odnos do priseljevanja. V logistična središča, proizvodne obrate in ključne industrije je usmerila na 100 tisoče tujih delavcev. To nikoli ni bila trajna rešitev. Pravzaprav je uvoz delovne sile zgolj začasni ukrep za veliko temnejšo, stalno krizo, ki visi nad tem bilijonskim gospodarstvom. Poljska si je v resnici želela več domačih delavcev, ki bi zapolnili delovna mesta in poganjali njeno nadaljnjo gospodarsko rast. Obstajala je le ena težava. Država je drvela naravnost proti dramatičnemu demografskemu prepadu. Leta 2016 je Varšava uvedla program Družina 500+. Ta je družinam ponujal mesečni neobdavčen denarni dodatek v višini 500 zlotov, kar je približno $130 za vsakega otroka, ki so ga imeli. To je bil agresiven ukrep za spodbujanje Poljakov, da bi imeli več otrok.
Leta 2024 so ga nadgradili v program 800+, z novim in izboljšanim mesečnim izplačilom v višini 800 zlotov, skoraj $220. Poljska vlada je šla na vse ali nič. Upali so, da bo to dovolj, da obrnejo demografski upad države. To ni bilo dovolj. Program za podporo družinam je zagotovo pomagal neštetim Poljakom, zmanjšal otroško revščino in olajšal gospodinjstvom, da so lahko dali hrano na mizo. Vendar ni povečal števila rojenih otrok. Do leta 2023 je stopnja rodnosti na Poljskem padla na 1,16 otroka na žensko. Trend se je nadaljeval tudi leta 2024, ko je stopnja padla še nižje na 1,11. To je bila najnižja stopnja v vsej Evropi in najnižja na Poljskem od konca druge svetovne vojne. To je daleč od priznane nadomestitvene stopnje rodnosti 2,1, ki je potrebna, da bi katerakoli populacija ostala stabilna brez potrebe po priseljevanju. Varšava se je naučila, da denar sam po sebi ne more rešiti njenega demografskega upada. Vzroki so globlji, so strukturni, oblikovani s socialnimi spremembami na Poljskem, te iste spremembe pa so povezane z njenim gospodarskim razcvetom. Kajti medtem ko je Poljska hitro napredovala proti bilijonskemu gospodarstvu, se je v velikih urbanih središčih države pojavila stanovanjska kriza. V mestih sta Varšava in Krakov se povprečne cene nepremičnin niso le zvišale, temveč so poskočile. Za mlad poljski par, ki šele začenja, je celo preprosto enosobno stanovanje videti nedosegljivo. To je milijone ljudi prisililo v negotov najem ali ogromne hipotekarne kredite. Ko ljudje ne vedo, kje bodo živeli naslednje leto ali če bodo sploh lahko plačali naslednji obrok hipoteke, je začetek družine redko glavna prednostna naloga. Obenem Poljska hiti naravnost v smrtonosno okoljsko past. Industrijski razcvet države je temeljil na fosilnih gorivih. Poljska se še vedno močno zanaša na premog, ki zagotavlja približno 50% njene električne energije. To pomeni, da ima najbolj emisijsko intenziven elektroenergetski sistem v vsej Evropi. Zaradi odvisnosti Poljske od fosilnih goriv na državo visi tik takajoča ura. EU uvaja stroge podnebne cilje, ki bodo prisilili države članice k hitremu zmanjšanju emisij. To pomeni, da bo Poljska morala zapreti velik del svoje premogovne infrastrukture, kar bo sprožilo verižno reakcijo v njenem gospodarstvu. Višje cene energije, manjša stroškovna prednost in država, ki morda ne bo več tako privlačna za svetovne proizvajalce. Njen izvoz bo trpel, prihodki pa se bodo zmanjšali. Če si drzne kljubovati pravilom EU, se lahko sooči z uničujočimi carinami na mejah, ki bi spodkopale njen položaj na enotnem trgu. Skratka, Varšava drvi naravnost v zid in morda ne bo imela dovolj časa, da bi upočasnila, preden pride do trka. Kljub izzivom, ki so pred njo, je Poljska uspela spremeniti obraz Evrope. Zemljevid celine je bil preoblikovan. Zgodovinska arhitektura, ki je generacije omogočala nadzor zahodnih sil, je bila uničena. Medtem ko sta bila stara straža Pariza in Berlina zaposlena z birokracijo in politično polarizacijo, Poljska ni le na novo pisala pravil, ampak je izumljala svoja in s tem je vlekla težišče celine proti vzhodu. Poljska ni več razvijajoči se trg, ni več podrejeni obrobni partner. Zdaj je obraz Evrope 21. stoletja. Varšava je izkoristila finančne strukture EU za izgradnjo lastne vrhunske infrastrukture. Ponudila je bolj donosno in privlačno alternativo podjetjem nemškega Mittelstanda. Tudi ko je vojna prišla na njen prag, je sprejela vse prave poteze, da je izkoristila situacijo. Je močno oborožena, visoko industrializirana velesila, ki je do tega prišla ne sledenjem klasičnim zahodnim liberalnim pravilom, ampak z oblikovanjem lastne poti. In prav ta pot bi lahko bila tista, ki bo zmagala v 21. stoletju. Če in samo če bo Poljska preživela svoj trenutni demografski zlom. Država stoji na robu prepada, postala je evropska velesila, okrepila je svoje meje, pridobila je ogromen vpliv in spoštovanje na svetovnem prizorišču. Dosegla je tisto, kar se je nekoč zdelo nemogoče. Edino vprašanje, ki ostaja, je, ali ji bo uspelo zadržati ta položaj. Ambiciozni koraki Poljske prihajajo v ključnem trenutku. Ko se napetosti po vsej Evropi stopnjujejo, vsaka velika sila pozorno spremlja Rusijo. Oglejte si, kaj bi se dejansko zgodilo, če bi Rusija napadla Poljsko, da vidite, kako bi potekal ruski prodor. Ali pa kliknite na ta video.